Natanko pred 50 leti so nogometni navdušenci v morju pri Framu sredi gozda na zapuščeni njivi odigrali prvo fuzbalsko tekmo. Fantje in možje različnih starosti so se zapodili za okroglim usnjem in niti v sanjah niso slutili, da se bo tradicija nadaljevala vse do danes. Leta 1965 so na majhni jasi, na površini, na kateri še danes ne raste trava, naredili pionirske korake morskega fuzbala. Tistega leta v 20. stoletju, ko je umrl Sir Winston Churchill, ko je francoski predsednik Charles de Gaulle uradno odprl predor pod Mont Blancom, ko je ruski kozmonaut Aleksej Arhipovič Leonov prvič zapustil vesoljsko plovilo in se sprehodil po vesolju, ko so The Beatles izvedli prvi koncert na stadionu, ko so v Ljubljani zgradili halo Tivoli, ko se je začela nova gospodarska reforma in je slovenščina postala tudi uradni jezik v takratni SFRJ, ko je Drava v Mariboru narasla za kar 5 metrov in poplavila Lent, ko je nogometno prvenstvo osvojil beograjski Partizan, Maribor pa je v drugi zvezni ligi osvojil 3. mesto, se je v morju pri Framu rodil morski fuzbal. Ja, mi smo nekje 65 leta začeli tu igrati. Tu je bila prej ena njiva, pa več nihče ni na njej, ni bila obdelovana. In pa smo pač mi puveci, te smo bili taki le, eni smo končali 8. razred, eni so bili pa že 1 leto starejši, pa 2 leti starejši. Pa smo začeli tako igrati poprek, se pravi, ne tako je zdaj igrišče, ampak tako so bili dol, goli so bili pa na vsaki strani dve drevi, tako gre, ne. Tiskrat začetniki so bili, no, Šterno Slavko je bil tu, ne, pa tule Papež Ostanko, pa da so bili tam pol en Žižek, pa 2 brata sta bila, pa od Slavka je brat tudi, tako moj sošolec, pa jaz, pa kdo še, pa Razdoršek Dušan, pa Lešnik Drago, pa Klavžo Peter, toti smo začeli, pa Flakuso Janko, no, ti sem bivši mesar, ti smo začeli tu igrati in to smo takrat igrali bovsi. Copatov ni bilo, žoga je bila taka čist navadna žoga, nogometnih žog takrat ni bilo, niti nismo nara imeli, da bi se kakve žoge kupili, ne. Tak, in pa smo tam nekje 69. pa 70 leta pa smo potem začeli po dolgem igrati dol. No, pa se pa že pridružili nam tudi mlajša skupina. Jaz sem začel hoditi sem tam 90. leta, tu smo igrali. Takrat so pol že goli, to so še tudi starejši. Bili tu, da so začeli igrati že 65. leta. Jaz sem sicer bil že tu 82 enkrat, ampak prej nekako nisem vedel za to igrišče. Pol ko sem začel Framo igrati, smo pol tu in pol je to bilo kar, takrat so se pol 10 tekme začele. Ni bilo nič tu, ne tote Brunarce, ne, to je bilo praktično čisto tako. To je pol trajalo, kar velika udeležba bila, to če že nisi bil pred pol 10 tu, sploh nisi prišel na vrsto igrati, taki kaki novi, ko je prišel, lahko samo v gol šel, če je imel srečo ali pa kaj. To je, ali pa če si znal igrati, ali mislim znal, če si dobro igral, slabo, težko je bilo tu not prijeti, to je bila taka specifika in se je samo tako igrali. Pol je to trajalo takih 10 let, igrali smo v Framu, vsako nedeljo tu, to je bilo bolj potreba po tem druženju, ni še bilo mobitela, ni bilo tega in takrat čez petek, soboto se kaj dogajalo in pol je nedeljo bilo treba to vse skupaj predebatirati in so se mogli družiti in tako je pol to nastalo in tu si sreča tistega. Tudi če je potem prišli vsi, če se je igralo ali ni, ampak se pravi, nam pred 2000 je tako bilo toliko gužve, da sploh ni bilo dileme, ne.
Leta za igro niso bila pomembna. Pomembno je bilo le, da si bil v nedeljo zjutraj tam. Ponavadi je bil zbor po maši, na začetku ob 9:30 uri, v kasnejših letih pa ob 10 uri. Pa naj je sijalo sonce, padal dež ali sneg, pomembno je bilo le, da si se podil za okroglim usnjem. Nedelja je bila v teh krajih tako namenjena za igranje nogometa. Tako je še danes, pa čeprav je minilo že 50 let. Na začetku sta bila gola kar 2 drevesi. Nato so postavili lesene gole, 17. septembra leta 1996 pa so postavili kovinske gole, takšne kot stojijo še danes. V njih je skrit tudi zapis, saj so steklenico s poročilom za naslednje rodove vtaknili v desno vratnico na spodnjem golu. Natančen zapis besedila, ki so ga 17. septembra leta 1996 vstavili v steklenico, je naslednji. Goli, ki ste jih pravkar podrli, so bili postavljeni 17.9.1996. Gole smo postavili, ker so bili stari leseni dotrajani. To pa pišem zato, ker mislim, da bodo ti goli postavljeni zelo dolgo in da bo preteklo precej časa od takrat, ko so bili postavljeni, pa do danes, ko bereš ta zapis. V letu 1996 smo na tem igrišču skoraj vsako nedeljo ob 10. uri igrali naslednji igralci. Včasih je manjkal eden, včasih drugi, ampak v večini primerov smo ob nedeljah v letu 1996 bili naslednji. Slavko Štern, Franci Črnec, Darko Pokrivač, Ljubomir Goričan, Peter Mom, Boško Štauber, Tomo Koren, Dušan Podlesnik, Milan Korošec, Ervin Furlan, Miran Rakovnik, Štefan Pliberšek, Zlatko Jus, Matjaž Lunežnik, Miran Razboršek, Mirč Koren in Zvonko Koropec. Zapisal dne 17.9.1996 Zvonko Koropec. Igrišče enkrat ali dvakrat letno poravnajo kar z buldožerjem, včasih pa so vse delali z golimi rokami. Eden izmed tistih, ki so pustili nekaj znoja na igrišču, nam zaupa. Z 13 letem sem začel na tem igrišču z mojimi prijatelji mladih let, žal nekaj jih več ni. Smo začeli tiste dneve proste v počitnicah, smo tu kopali na roke. Tiskrat ni bilo ICB ostrojev, teh naših pripomočkov, delali smo fizično in ves 2 meseca, vsaki par let smo to kopali tudi na roke. Tudi punce so nam pomagali, tudi to. In začelo se je nekoč, nekdaj so bili goli kontrapostavljeni. Še danes imamo tu zaznave teh borov pa hrastov, so bili goli kontra in smo dosegli, mogoče nismo imeli drugih igrač, nekih računalnikov, pa to smo pač imeli svojo tisto lokacijo in smo tu svojo mladost preživljali na pač takšni način in smo uspeli, tako da danes smo zelo ponosni na to, kar imamo tudi z pomočjo občine. Lahko se zahvalim tudi gospodu županu Ledineku in vsem ostalim mojim prijateljem, da smo daleč prišli, da imamo tudi danes bo počasi internetu in mislim, vse najlepše želim naslednje generacije. Tu smo špilali včasih fuzbal, nismo medli se kje preobleči, šli smo tu z igrišča, smo spili Kišto 2, smo šli k Akropolisi, ker pač nismo medli strehe, ne? In pol smo to začeli počasi študirati, malo smo z županom kontaktirali, če bi lahko kaj dobili, kakva sredstva. In pol je to začelo neke ideje, prvo smo mogli neke soglasja dobiti od lastnika zemljišča, da nam je to, ker nismo mogli financ dobiti, če nismo imeli soglasja od lastnika, ne? Ker to ni bilo naše, ne? Pa smo si zrihtali soglasje in to je prvo kontejner, so nam zrihtali eden, mislim, da župan celo, nam je to prvi kontejner, pol naredimo to streho gor, malo, pol nam je to kontejner bil malo že, ne? Te smo rekli, ja, bomo te nekako malo to povečali, razširili in to zdaj prišlo tako leko je zdaj, lepa stvarca,
malo še zdaj delamo, neke WC-je, tuše bomo naredili, tako da delamo, no. Dobre volje in razpoloženja jim ni mogel vzeti nihče. Tudi pojedin, piknikov in turnirjev v vseh teh letih ni manjkalo. Še več, mnogi so se odločili in praznovanje svojega rojstnega dne preselili kar na zdaj že legendarno morsko fuzbalsko igrišče. Takšne veselice pa so včasih trajale kar do jutra. Pa smo imeli tu kakšne turnire nogometne, če lahko rečem, da smo imeli vedno troboj, bom rekel, Fram, Jesenice, Morje. To je bila tradicija, ne. Enkrat je bil pri nas turnir, enkrat je bil v Framu turnir, enkrat na Jesenici, dole smo imeli tudi en taken travnik, ko ni še njega več kosil z njega, ne, pa je bilo tako bolj močvirjeno, ampak tam smo igrali. Kasneje, ko so fantje ob igrišču postavili tudi barako in ko nekateri zaradi tega ali onega niso več mogli ali hoteli na igrišče, so prav prišle tudi karte in tradicionalna igra šnops. Tudi framski župan Branko Ledinek pogosto pride na nedeljske kvartopirske obračune. To ni ovir za nas, sploh če se ne igra nogomet, slučajno so pač na vrsti karte. Tu je predvsem še mogoče bolj borbeno na teh področjih. Tudi jaz sem se že preselil, pa upam, da se še vrnil tudi na igrišče. Še danes še me vleče kljub svojim letam, ne? In upam, da bom še prišel, da še bom eni ekipi. Kar se pa tiče kart, pa je dvoboji so resni. Ne glede na nekoč so igrali za denar, nekoč so igrali za to, mi igramo kot prijatelji, ampak vseeno dvoboji so ta pravi. Sodnikov morski fuzbalerji nikoli niso potrebovali. Večjih incidentov ni bilo, razen kakšnega užaljenega in povešenega nosu, ki je iz protesta zapustil igrišče, ali pa ni prenesel kletvic, ki jim jih je zavidal sam hudič. Fair play ali uradna nogometna pravila niti niso imela kakšne velike veljave, saj si jih je vsak razlagal po svoje. Toda zato so veljala morska pravila in konec. Sodnikov ni. Roka v kazenskem je obvezno penal, tu ni nastrelane roke, tu ni namerne roke, roka je vedno roka. Sodnikov, se pravi, ni. Tu ne bi zdržal doben sodnik, verjetno niti pol časa, ne, ker bi ga verjetno tak šum odnesli. Ja, tekme so take, včasih so mirne, včasih so napete, včasih prije tudi do kakve hude krvi, ne, ampak to je včasih za par minut, včasih se tudi konča, da se gre iz igrišča dol par minut prej, ne. Ampak po tekmi je to vse normalno, se spije kako pivo, pa se pač pomenimo malo, smo še boljši prijatelji po predtem. Ob jubileju se je zbrala lepa druščina, pa saj se 50 let ne slavi vsak dan. Že samo misel, kako dolgo se vleče 50 let, je hkrati tudi priznanje vsem tistim, ki so žrtvovali nedelje za tradicijo, ki jo imajo le redki. Kapa dol, fantje, možje, sinovi in detki, ter vsi, ki ste vklesali svoj kamenček v ta prečudovit mozaik morskega fuzbala, ki ga premore le ena igra – nogomet. Na jubilejni tekmi, kot se spodobi, so fantje zapeli slovensko himno. Adrenalin se je naenkrat nakopičil v žilah, v srcu je postalo toplo in skoraj nihče ni opazil snega in mraza, ki sta na vsak način hotela svoj nedeljski mir. Check.
dočaka dan, da škoder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnal. Darojak, prozvo vsak, le vrat, le sosed bo mejak. Darojak, prozbo vsak, le vrat, le sosed bo, le vrat, le sosed bo mejak. Franca ne more biti. Nekaj. Rezultat tokrat pač ni bil v ospredju. Ali pa se malce motimo. Še kako je bil pomemben, še kako je pomemben po vsaki tekmi, saj zmagovalci žarijo in lahko kujejo vse mogoče zbadljivke na račun poražencev. Včasih, v letih, ko se je vodila natančna evidenca, je bila vsaka točka in vsak gol izjemnega pomena. Pa tudi nihče ni zamudil na tekmo. Še več, nekateri so prihajali po 15 minut prej, samo da so se lahko uvrstili v ekipo. Potem je začel tam nekje 2 leta 2000, bi rekel, nekako upadati tak obisk. Malo eni so bili malo starejši, eni so malo nehali. Naša generacija je bolj tak, mlajši pa pol niso toliko prihajali. Sicer so bili enih par mladih igralcev, tudi ko zdaj še igrajo. Tudi Toplak Denis pa Jus Marko, tudi so zdaj, ko so bili takrat, so začeli že s 15 leti sem hoditi. No in potem smo mi tam leta 2000, da bi malo zanimivost, ker je pač malo upadlo, smo začeli, pa smo po ene tekmi tako zdaj napisali, koliko je bil rezultat, ker smo se pač vedno spominjali, pa kak je bilo. In pol je tudi najprej na list pisal, pol sem to začel, ko se je tudi začel tudi na računalnik napisal, pol smo jo tako stran odprli, jih pravi, da še menda danes je. In smo to pol začeli, prvo leto samo rezultate, drugo leto pa potem tudi gole, pa to in to je pol čisto preraslo. In pol je bilo zdaj spet problem, kako se razdeliti, ker pol zdaj nisem tel, noben ni v bolj slabi ekipi. In pol smo uvedli tako pravilo A, B, tisti, ko so prišli, se je lestvica pogledala in prvi, drugi, tretji, četrti, mislim, parni so bili skupaj, oni tisti, kaj so pač bili tu, ne. In to je pol trajalo enih 10 sezon v bistvu, ne. To je bilo, tako bi rekel, da se je na dopust hodilo v ponedeljek, pa se je vračalo z dopusta v soboto, da noben ni htel zamuditi tekme, ker se je pač šlo za pike. V bistvu, da tisti, ko so bili med prvih 5-6, so bili bolj zagriženi, tisti, ko so bili zadnji, se jim ni tako šlo, ampak tako je pol to vse skupaj delovalo, ne. Ob koncu vsake sezone je druga sobota v januarju rezervirana za slavje. Dan, ko zalijajo preteklo sezono in dan, ko razglasijo najboljše za preteklo sezono. Najboljši prejmejo iz lesa narejeno okroglo lovoriko. Prva kopačka morja. Lovorika, ki nikoli ne zaide na polico pozabe. Dobitniki že najdejo pravo mesto in jo obesijo nekje na vidnem polju, pa naj bo to kozolec, garaža, lopa, predsoba ali prostor, kjer se srečajo sosedi, sorodniki in znanci. Saj take lovorike ne moreš dobiti nikjer drugod po svetu. Pol smo imeli vsako leto en taki kot občni zbor, zaključek leta, ampak pol smo bil zaključek decembra, noben ni imel časa. In potem smo mi uvedli pravilo, smo se spomnili, veš kaj, te bomo imeli januara zaključek, kao. In pol spet eno soboto eno soboto drugo. In potem smo rekli, te pa tak, druga sobota v letu je zaključek, tu še kao danes vela. In tak je, in si tak vsak planira naprej, ne. In takrat smo pol tudi podelitve imeli smo nagrade, debitant leta, glavna nagrada je bila pa kao prva kopačka morja. Prva kopačka morja pa izhaja iz tega, takrat je Petelinšek bil tu v morju in je imel Mompero, ko je tudi tu med nami, dansko karte igra, je imel
30 let menda in takrat je Petelinšek po radi rekel, pač eno skladbo zavrtel in je rekel za prvo kopačko morja, ne, in takrat se je ta beseda prva kopačka morja prijela in takrat smo mi tudi, potem je ta nagrada bila kao prva kopačka morja, iz tega nastala. Prvo smo še imeli za mlade, pa najdebitant, pa fair play, pa tak, da je to malo konc leta bilo in na začetku smo imeli tu v domu Grajano, tam v morju, ker tu pač ni bilo nič, tu pa, potem pa so tu Brunarca, zase pa bolj tu te praznovanja, ampak zdaj ni več teh nagrad, toliko malo se je tu. Sicer so zdaj neke ideje, da bi se še malo to obujalo, ampak težko. Takrat je bilo res naporno. Pa tudi navijačev ne manjka. Nekateri se uživijo v nedeljsko tekmo, kot da bi šlo za svetovno nogometno prvenstvo. Čustva preprosto izbruhnejo. Morski fuzbal je velik magnet. Morje, to mi delaj! Vleči, vleči! Vleči, vleči! Vleči, lega, kam greš? Vleči! Daj, Lena, jaz bi bil igralec, cenjati kaj vidite. Vleči, lega, si bo spustil. Nekdo bi pomislil, zakaj za vraga pravi deci iz Frama in okolice rinejo na ta fuzbal sredi gozda. In to prav v nedeljo, na gospodov dan. Stvar je zelo preprosta. Le razumeti jo morate, kot jo razumejo morski fuzbalerji. Absolutno najdem pač eno zadovoljstvo, da se družim s prijatelji. Kaj jaz vem, paše mi sproščanje med prijatelji, potem spijemo kako pivo, kosilo doma, počivanje popoldan, nedelja je moja. V bistvu, da tudi nogomet priješ, kot sem že prej rekel na začetku, ker pač v nedeljo, petek, soboto se nekaj dogaja, v nedeljo nekak vikend zaključiš v takem smislu, da srečaš, podebatiraš ono ligo, tisto ligo, prvo, kjer je tekme, sicer nekaj tekme nedeljo, in pol tu pač še srečaš, debata in greš, tudi če bo tekma ali pa ne bo tekma, prije se jim. Je pa tudi, igramo še po petkah, ampak to ta nedelja je pol nekak. Pol bi rekel, da je že to navada bolj kot kaj druga. Na ta fuzbal, ne, to je, ne vem, hodim od 15. leta sem, ne vem, ni. Prišel sem zjutraj domov, ob 7-8 sem bil pol 10 tu. To je, ne vem, to je v krvi. Specifično igrišče, vragolije morskih fuzbalerjev, vzdušje, ki ga ne najdeš nikjer na svetu, predanost običajev in krajev, pretkano z ljubeznijo do nogometa, so posebni občutki. Polni nečesa tako močnega, velikega in neprecenljivega. Radost, ki je ne moreš opisati, je kot božanstvo, ki ga ne moreš objeti, a je kljub temu nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Spomini na teh 50 so globoko zarezani v dušo in nikoli ne zbledijo. Darilo, ki ti ga nihče ne more vzeti, ne glede na to, ali si igral kot otrok, mladenič, mož ali dedek. Je samo tvoje in ti ostane zavedno. Pa naj tako tudi ostane še naslednjih 50 let.